Lep dober večer. Pozdravljam tudi mojega gosta, Brane Senegalčnik, ki bo nocoj bral poezijo, tudi del neobjavljene poezije. Čisto na kratko bi ga predstavil. Brane Senegalčnik je sicer zaposlen na oddelku za klasično filologijo. V svojem profesionalnem življenju, v univerzitetnem življenju se ukvarja z grško tragedijo, tudi z antično poezijo in njenimi odjeki v novoveškem in sodobnem pesništvu. Sicer pa je Brane Senegalčnik uveljavljen, dokaj dobro poznan pesnik, ki je tudi avtor 6 pesniških zbirk. In sicer je Brane Senegalčnik vstopil na literarno pot leta 1991. Seveda, to je tudi čas, ko so mnogi slovenski pesniki pisali svoje prvence. Naprimer, Uroš Zupan, Sutre, Miklavž Komelj je napisal svojo prvo zbirko. Peter Semolič in seveda tudi druge še zbirke, ki vsi so pravzaprav Brane Senegalčnik nikoli ni pripadal nobeni vodilni pesniški usmeritvi pri nas na Slovenskem, ampak je v začetka sam zelo samosvoj glas, ki goji zelo čisto lirično poezijo. Tudi sam se ukvarja s vprašanji lirike, med drugim. Je avtor 2 knjig, kjer premišljuje poezijo. Leta 2004 je izdal zbirko esejev Poetika Paralipomena in potem pred kratkim Smrt lirike. In tudi Sprašaj. Smrt lirike. Tako da Brane Senegalčnik je tudi po drugi strani, tudi seveda prevajalec iz grčne, latinščine, tudi dobitnik Sovretove nagrade. In že je v letih, ko je tudi sam pravzaprav vplival na mlajši rod pesnikov in pesnic. Je pa sam tudi mojster interpretacije, pesniške interpretacije in to mislim, da bomo danes srečo, da bomo to lahko izkusili. Jaz Brane kar povabim, da ta večer bo izgledal tako, da bomo glavne poslušali poezijo. Vmes bomo imela krajši pogovor z Branetom, kjer pa boste, po tem pogovoru pa boste tudi vi publika povabljeni, seveda, da Braneta vprašate. Moram se samo uvodoma opravičiti, ker ima malo bronhitisa in grlo ne služi tako, kot bi moralo. Ne bo čisto tako, kot bi si želel. Bom pa naredil to, kar lahko. Mojemu očetu pojte, da križpotju pod gorim hrbtom pasje ravni, poslušam veter. Sence se gostijo, priklikav razpelo molči, valovi trav neslišno pljuskajo v nebo. Poslušam veter, ob uri zarje, na večni meji 2 kraljestev pojejo listi. Vračajo se mrtvi. Z lahkim korakom, s prosojnimi telesi, ki nikomur ne kradejo prostora, poseljujejo deželo, žejni mojega glasu. In tudi jaz se vračam. Žejem njihove nedolžnosti v to samoto. Noč pečati ustnice, ki globoko v notranjosti ranjujejo tišino. Veter
Nad zasutimi vrelci laži poslušam pesem mrtvih. Izstopam v gozdove, ki se odpirajo v gozdovih, na večerna polja in na druga polja v njih, blaga in neskončna, kjer v zelenih ognjih gori otroštvo sveta. In v mojih tesnih žilah se dvigujejo nova in nova obrežja. Pojte, mrtvi. Ne bodo moje misli glina vaših jasnovidnih prstov. Naj vaše plahe oči iz mene slečejo čas, da bom čutil to, kar ostaja. Naj me prebodejo, da se v srhu minevanja dotaknem sebe. Naj bo moj glas dolga rana, naj skozi njo teče veter, naj meša kri razrušenih kraljestev, naj tke, kar je. Iz pesmi Monolog spomina. Hodil sem iz sobe v sobo. Po bokanskih steklih je plivkala voda časa. V njej zabrisujoče se podobe, kot vrtnice v vetru ali smreke v meglici pozne jeseni, želje, ki se prelivajo prek nevešče izrezljavega okvira mladostnih verzov, mnogoplastna občutja. Za časom, ki je poniknil v prostor, sem hodil iz sobe v sobo. Iščot vsako uro, ki je kot nevidna freska urezovala v stene sled preteklosti, vsako podobo ljubezni, od katere je živelo moje nebo. Nad zelenicami in strehami je veter odnašal melodije, ki so se spreminjale v sanje in v bolečino biti med pticami, okamenelimi v zubih pozne zarje. O, tista pesem. Na večernih valovih zazibana uganka je ona, monolog spomina, ki je vzvišen in nepoklican spremenil v svetu daljavo. Pogled je že steklenel. Vsakokrat, ko se je misel dotaknila neke roke ali besede, se je vnovič raztopilo steklo časa. Slihrni obraz je bil cvetoča zvezda na brespinih vejah ali breskov cvet na modrih vejah neba, za vselej nedotakljiv v globoki samoti mojega spomina. Hodil sem iz sobe v sobo, iz njih je že davno odtekla svetla kri. V nebogljenem molku teh prostorov, vase zgrbljenih in nepametenih, sem iskal roke, iz katerih sem prejemal življenje, ki so mi tolikokrat vrnile nerazumljivo vero v novo rojstvo sveta, tudi te že davno zasute s pozabo. Zunaj se je rojeval jugozahodnik, trepetari metulj otroštva. Svetloba se je sesedala, žerjavici zanosa, v zraku le še tista pesem, zadnji stavek, andante senza ritorno, in obrisi sob za temnim steklom bolečine. Ura našega življenja. O, čista izgubljenost poletne ure na našem vrtu. Kakor nežen venec spomina ga je obdajala ograja. V kamnitem ovalu so plesale rože s tišino, nedotakljive, škrlatne zvezde,
Od sončnih pen omamljen je umolknil kos in zaklenil pesem v svoje srce. V nedolžno zelenem tolmunu trave, kjer je spal veter, so izginjala debla dreves in cvetoče strehe vrtov, modrikasti marmor v skodeli neba je žarel od naših sanj. O čistost poletnega vrta! Na vodnem koritu so posedale čebele in kakor sence hrepenenja pile slastni zrak, mi pa smo pili svojo bližino. Zvezanih misli, zvezanih duš, s telesi zemlje, srci zvezd, sklonjeni nadse kot vrbe žalujke, smo sedeli na vrtu sredi snopja svetlobe in svežih senc in pili nočno sonce upanja. Veter. V tvojem molčanju smo mogli slišati glasbo življenja. V belih plamenih jasmina je tedaj kraljevsko plamtela ura našega življenja. S trhtečimi rokami smo jo dvignili onkraj smeha in pozabe. Vigilija. Ni dovolj molčati. Pregloboko so pokopane zvezde. Prevečkrat so bile ustreljene duše. Treba je dihati molk, če hočemo sploh še dihati. Naše besede, naša telesa, naše misli naj ga dihajo v dolgi noči resnice. Stopimo v pokrajine molka. Naj strašne barve njegovega neba podaljšajo naše slutne do tja, kamor same ne zmorejo, da se ne izgubimo. Odtisnimo v molk obraze umrlih, da jih ne pozabimo, da bo od njihovih potez vse polno pomena. Vsaka nema ura naj sveti z njihovim plamenom. Oblikujmo iz molka posode za prepovedane solze in notranji jok. Vsak po meri svojega življenja. Dajmo iz njih drug drugemu piti smisel v dolgi noči resnice. Zgradimo iz molka hiše in mesto, da bodo v njem prebivale tudi sence, da bodo besede v njem varovale svet. Oblikujmo svoj molk, dihajmo ga, glejmo se v njem, dajmo ga drug drugemu, da ga bomo imeli v izobilju. Opne naših besed, opne naših misli, opne naših teles naj utripljajo v njem, da nam spet zraste srce, da bomo, kar smo, da se ne izgubimo, ko brodimo vsak zase skozi leta po dolgi noči resnice. In še preludi. Včasih je pretiho. Če se oprimeš besed, se sesujejo kot drobir.
Včasih se znajdeš nekje, kamor si misli, da upajo s tabo. Če jih prisiliš, se zgubijo. Tako zelo, da ne veš, ali se sploh kdaj bile. Odpri, razbijaš po nezlomljivem ogledalu na vseh straneh. Tudi, če zapreš oči, stojiš pred njim in vidiš, da te ni. In vendar vse čaka samo tebe. K sreči ne traja dolgo. Nisi mogel zbežati, a je resničnost popustila in slepo ogledalo je izginilo. Zrak se počasi vrača v pljuča. Skoraj da ne moraš verjeti. Bilo je resničnejše od življenja. Zdaj je spet življenje. In tistega skoraj da ni več. Ostale so samo brazgotine. Kadar je znotraj slabo vreme, bolijo. In takrat je slabo vreme povsod. K sreči ponavljaš, to ni prepogosto. So pa ljudje, ki od tam niso bežali. To veš po njihovih besedah in mislih. Take so, kot so vse. In vendar drugačne. Ne moreš jih zgrešiti. Besede, ki jih ni povedal nihče drug, takrat, ko bi bilo treba govoriti. Misli, nasičene z molkom, ki nam daje živeti. Ki so lahko tudi tvoje, da se jih oprimeš, da si. Nekaj je na njih, kakor da so odvedno, za vedno. To so pesmi, to so tišine. Za ta vodni citat. Zdaj bi pa mogoče par vprašanj me zanima, čist, bi rekel, zelo osebnih. Tudi sam jemlješ poezijo na nek način osebno. Lirika za tebe pomeni nekaj zelo osebnega. In mene zanima, recimo, že prej smo omenjali, da si nekaj prvo zbirko, recimo, da si stopil v začetku 90-ih na to literarno pot, ampak verjetno si pisal že prej. Da so kakšne pesmi že, tudi včasih so tvoje pesmi datirane, ampak se pojavljajo zelo pozno tudi. Tako da tudi zanimivo vprašanje je potem tudi, kako sam pravzaprav vidiš tukaj to stvar, da pesnik napiše zbirko, jo mora urediti, se členi na več ciklov. Kako to nastaja? Tako najprej je samo ena preliminarna pripomba. Zdaj, poezija je osebno lahko na različne načine. Lahko na čisto stvarni način osebno govori, recimo, zanimivosti iz zasebnosti nekega človeka, iz njegove dnevne sobe ali pa še kakšnih bolj intimnih prostorov. Lahko pa je osebna v ontološkem smislu, skratka, da razgalja človeka v tem, kar je, kar seveda na prvi pogled mogoče ni tako dražljivo ali pa se ne zdi tako osebno, pa v resnici je. Je v resnici to pravilo tisto, kar sega v najgloblji koren vsakogar. Ampak to je še samo preliminarno. Zdaj, tako bolj v tem prvem smislu, vprašanje osebnosti. Ja, poezija me je začela zares zanimati nekako v 6. razredu osnovne šole, če je to pomembno.
in sicer zlasti zaradi poezije Josipa Murna in pa v bistvu takrat tudi Dragotina Keteja. Te pesmi so bile v enem šolskem berilu za 6. razred, spomnim se, da je imelo to berilo rumene kretnice, ki so mi zelo stari v spominu. Bila pa je pač ena Murnova pesem o reki v tistem berilu, ki je ponavadi v izborih Pirjevčevih niti ni, ampak sem jo našel potem v zbranih delih, zelo lepa, impresionistična pesem. In takrat sem v bistvu, potem sem malo manj začel za nogomet zanimati in bolj za, s čimer sem se takrat zelo aktivno in apasionirano in to zamenjal v bistvu za poezijo. Tudi sem začel pisati, takrat, ampak to so pač seveda bili poskusi za predali in za... Takrat smo na zvezke pisali, ni bilo računalnikov in ti zvezki so se potem romali v star papir, so končali. Sem pa v srednji šoli si pisal pesnico nek blokec, ker sem jih datiral kot nekakšen pesniški dnevnik, ki ga pa nisem zavrgel. In potem v bistvu sem še kar imel neke notranje boje, o tem ali sploh nadaljevati s pisanjem ali ne, ali je to sploh še, kako bi rekel, času primerno početje, pisanje poezije. To je tako, potem vidiš večno vprašanje, da vedno na to vprašanje. Ampak takrat pač nekako ljudje, tudi s katerimi sem prihajal v stik, so takšni, ki so že kot da nekaj veljali na tedanjem literarnem prizorišču, so govorili, da je to pasé, da je to brez veze in tako, ne. Malo skušal posnemati njihov ton, tudi v katerem so to govorili, ker nomina sunt odiosa. Skratka, se mi je zdelo, da to pač nekako mogoče ni najbolje. Potem pa sem mi v roke prišla ena knjiga, to je bilo, mislim, da sem v časopisu še celo bral v uniformi Jugoslovanske ljudske armade v tej knjigi. In to je bila knjiga Vremenar mojega prijatelja Radeta Krstiča. In to se mi je zdelo to nekaj čisto neverjetnega, ne? Skratka, da je mogoče pisati tudi pesmi v tem ključu, v tem času. No in ko sem prišel iz vojske, sem se to knjigo potem nabavil in potem videl, da tudi jaz skušam početi nekaj podobnega, ne, kot Radet Krstič. Skratka, in sem potem, kako bi rekel, šel v to, da sem pisal in potem sem pa spet pač vzel iz predala tisti bloki, ko sem potem takrat pripravljal to prvo knjigo, sem res veliko pesmi v zelo malo predelani obliki vzel iz tega bloka. Zdaj, drugo vprašanje, to komponiranje zbirke, to pa je meni ena najbolj groznih stvari. Jaz seveda absolutno razumem, da kritiki tudi gledajo, kakšna je zgradba zbirke, nekakšen dramaturški lok, ali se v tem skriva kakšno sporočilo, to je vse jasno. Zanimivo, tudi sam sem pravzaprav po poklicu na vrste literarnih zgodovinar in vem, da je to pomembno. Ampak pisanje, vsaj tako kot jaz pišem, no, poezijo, ki mislim, da je lirična ali lirska poezija, pa seveda absolutno, takrat absolutno nimam te misli v glavi, da bom rekomponiral neko celoto, ampak je v bistvu vsaka pesem pravzaprav taka, da na nek način skušaš jo tako napisati, kot da še nobene prej nisi. Zdaj, če sem čisto iskren, jo skušaš napisati, kot da še nobene pesmi ne bi nikoli bilo napisali. Ker pač če ne nima smisla pisati pesmi, ne? Če nimaš nič prav posebnega za artikuliranje. Ampak dobro, ne? Potem seveda pač skušaš najti nek ključ, ali je to tematski ali kak drug, ali je morda celo formalni. Zdaj, glede na to, da jaz gojim precej različne sloge poezije, od bolj formalno stroge, ki so si tudi sonete, ne? Ja, in jih še ne. In ko mogoče potem kaj tega prebral, zdaj nisem nič, ne. Zdaj so takšne daljše pesmi v tej formi ali pa pač krajše pesmi. Prosto verzo in to so tako različne stvari, da jih je seveda nemogoče mešati v eni zbirki.
Ampak znotraj tega je treba najti nek ključ. Zdaj, mi ga uspe ali ne vem. Ne. Je pa to najbolj, mislim, najbolj, ali pa drugo najbolj mukotrpno pravilo, še hujše mi je pa iskanje naslova. Ne popisno, žal. Tako za posamezno pesem, kot za zbirko. Zato, ker kaj? Ne? Ker naslov v bistvu intonira celo reč, na nek način drži vse niti skupaj, lahko popolnoma zavede ali pa pač postavi neko pravo točko. Skratka. Ja. Zanima me tudi to, ne, pač ti tudi sam pravzaprav zelo rad uporabljaš besedo lirika, ne toliko splošno poezijo in verjetno tudi sam to besedo nekoliko po svoje razumeš. Me prav to zanima, recimo, ta lirična poezija, recimo, gotovo vsak človek čist tudi nepoučen ali pa prvi stik s tvojo poezijo bo marsikaj videl, da ni vse zelo prezentno. Da to ni poezija, ki je popolnoma razumljiva v tem smislu, ko jo prebereš na dušek. Misliš lirična poezija, ja. Pa konkretno moja poezija. Ja, seveda. In pač, kako vidiš, ne, kako gledaš to svoje poslanstvo, ne, da pišeš liriko, kaj to tebi osebno pomeni, ne? Pa tudi recimo, kje so te zgledi, recimo, ki so te, gotovo prej si že omenjal Murna, ne, Murn je verjetno si bi strinjal s to, ne, literarno zgodovinsko pripomba, da je to najčistejša slovenska lirika, ne, recimo, to je ena takih floskul. Ampak tudi recimo zgledi svetovne književnosti, ne, to recimo imaš dostikrat, vem, imaš moto, ali imaš recimo Gottfrieda Benna. Kako je pač to? No, če zdaj čisto konkretno navežem, Ben je zelo rad ponavljal v raznih kontekstih to krilatico, da je lirika v bistvu monolog, da je monološka govorica. Dobro, monolog je seveda izraz, ki ga v glavnem iz dramaturgije poznamo, iz dramske, tam je pač tisti del, ki ga nekdo govori brez replik, taka zelo dolga replika. Ampak tu je mišljeno monolog kot neke vrste samogovor. Zakaj? Kakšen smisel ima potem v bistvu govoriti samemu sebi ali kaj? Jaz mislim, da je to sicer zelo posrečena in dobra oznaka, ker mislim, da je bistvo lirične poezije, to seveda ni nobeno moje posebno mnenje, ampak se pridružujem temu, da je v bistvu govor čisto posebne vrste, ki ni tako zelo racionalno orientiran, kot je običajna govorica, ampak da skuša govoriti, se izražati z drugimi registri, seveda z mentalnimi podobami in z glasbo, besedno glasbo, kar vključuje ritem, pa tudi zvočno slikarijo. Vse to mora biti nekako eno, oziroma kriterij, če smem reči, o končanosti pesmi, je pač nek občutek zlitosti vseh teh prvin v izrazu. Kaj pa tak govor sporoča? To je pa seveda drugo vprašanje. Mislim, da je glasbena narava lirike pač v tem, da seveda se ne da v resnici parafrazirati pesmi, lahko jo jasno naredimo vsebinsko obnovo. Literarna veda ima cel kup imenitnih metod, zato da ugotovi, kaj je pesnik hotel povedati. Ampak pove točno to, kar pravzaprav pesem naredi, bom rajši rekel. Nekaj pesem sporočim, ampak kaj pesem naredi? Včasih, ko razmišljam o teh stvareh, pa ne bom zdaj preveč etimologiziral ali pa teoretiziral, ampak včasih, ko razmišljam o teh stvareh, mi pride kaj, recimo, česar prej še nisem kje prebral na pamet. Eno od teh stvari je recimo to, da se v latinščini reče, kaj beseda pomeni, en od možnih načinov je tudi z glagolom valere, ali pa valo beseda. Skratka, to pomeni, kaj velja, kaj zmore beseda. Ne toliko, kaj pomeni, kaj označuje, kam kaže,
kaj govoriš, ampak kaj stoji, kaj v njeni moči, da v poslušalcu, recimo še rajši rečem poslušalcu, v brajcu, kaj je njen učinek. In to se mi zdi, da je pravzaprav, to je neka prvina, ki je v vsaki komunikaciji seveda živa in jasno v vsaki literaturi tem bolj. Ampak nikjer pa tako zelo se mi zdi kot v lirični poeziji. Zanimivo, omenjal si pač monološkost, lirike. Recimo danes je gotovo smo v meni dobi, ki je roman gotovo najbolj plodovita, popularna zvrst. Recimo, če rečemo, če spomnega Bahtina, ki pravi, da je roman polifoničen, tale lirika je pa nekaj monologistična. In skratka, kaj ti, ker pač lirika, lirična poezija zgubila pač svoje občinstvo danes. In kako ti gledaš recimo na te pojave, recimo, če se pravi, imamo roman, imamo ta narativne registre, ki so se tudi blazno uveljavljali v poeziji, recimo tudi v svetu in pri nas je ta narativna poezija zelo, ki je v bistvu prozen, medtem kad lirika bi verjetno bolj tendirala, vsaj tvoja lirika, neki gostoti. Recimo, ko človek bere celo to morje te narativne poezije, ker se zdi, da je čisto konkretno prepovedane genitivne metafore, ki jih imaš samo verjetno uporabljaš, recimo oko neba, zvonovi oči in tako naprej. Po drugi strani, to je ta narativni, prevladujoč model, po drugi strani je pa nekaj stvar, ki je pa pač tudi, recimo, lahko rekel konceptualizem, to, kar se je zgodilo tudi v Ameriki, da so pač nekateri šli, recimo, pesmi pisali kot neke ilustracije za dekonstrukcijo. Ali pa, recimo, kako ti gledaš, recimo, neko poezijo angaže, se pravi, angažirano poezijo, v tem smislu, da je treba biti pa bolj družbeno kritičen. In da je to, da je treba pravzaprav tudi petniška praksa, mora to, da ne postane eskapistična, angelistična, če hočeš, ampak da mora pravzaprav se tudi poezija danes s tem na nek način, pač, kaj ti meniš o tem? Tem lahko govorim na dolgo ali pa na kratko. Ne bolj teoretično, govorim manj teoretično. Mislim, kot sem že prej rekel, lirika je nastala in jaz mislim, da se da to zgodovinsko nekako tudi dokazati, verificirati, pač iz potrebe po nek specifični uporabi jezika, kateri je muzični element zelo močan, kateri pravzaprav se celotno zaznavanje, bom tako rekel, je drugačno. Ne, da zdaj to ni več jezik in da se ne razmišlja in da ni racionalnih operacij, ko se pač bere lirsko poezijo ali pa posluša, ampak so te samo nek del enega širšega procesa oziroma so povezane drugače s drugimi operacijami. In v tem se po mojem mišljenju pač izraža neka specifična antropološka slika in del človeka je pri tem angažiran. Medtem kot pa pri bolj racionalnih zvrsteh, kot je vsa proza, recimo pripovedništvo, kot je dramatika spet na svoj način, se pa seveda na drugačen način človek pritegne in angažira. Dobro, roman je seveda polifona struktura, kjer imaš to in ono, v bistvu je to tudi drama, sej grške tragedije, pa sploh drame so v bistvu vse v verzih napisane, so poezije, te krasne zborske speve, solistične speve, pa dialoge, razmišljene, celo filozofijo pri ampak, kot rečeno, te različne prvine jezika se najdejo v bistvu v vseh literarnih zvrsteh. Gre za to, ali se nek
neka razsežnost antropična, da tako rečem, človeška razsežnost, sploh upošteva in realizira tudi v literaturi ali se ne. In po mojem, v tem tipu lirike, kakšen je meni blizu, ne, zdaj ne govorim niti o svoji poeziji, ampak in kar rad berem, kar me navdihuje, pač je ravno to. In se mi zdi, seveda, da je to neka zelo globoka in zelo temeljna slika človeka in bi mi bilo zelo škoda, če bi tega več ne bilo. Ne. In tudi mislim, da to ni čisto tako, da tega ni. Verjamem, da tudi ne bo, zato pa sem dal vprašaj na koncu naslova svoje knjige. Zdaj, seveda, konceptualizem, kot si sam rekel, to je v bistvu neke vrste napotek, vsebuje napotek pravzaprav za pravilno branje. Nekako nima svojega bistva takšno besedilo ali pa takšno umetnino v samem sebi, ampak ga ima izven sebe, v bistvu je na nek način, bom ga pač rekel kar tako, pomožno sredstvo ideologije ali pa potencialno pomožno sredstvo ideologije. Tako kot je v bistvu vsa angažirana literatura, poezija, ki je lahko zelo lepa, ne? Ampak če je v resnici njeno bistvo to, da je angažirana za neko določeno družbeno spremembo, potem je seveda inštrument v tej funkciji. Potem je sicer lahko, ima tudi imanentne literarne kvalitete, ampak bom rekel, preprosto je lahko lepa, preveč lepa pa ne sme biti, ker se ne bo služila svojim imenom. Je kot umetelno izdelan pribor za jed, ne za jez, ki pač ima lahko krasne gravure in podobice, ampak preveč lepa pa ne smejo biti, ker potem ni funkcionalno vse skupaj. Zdaj je tudi, glede na to, da imamo kar močno publiko, bi kar prosil še občinstvo, da postavite kakšno vprašanje. Prosim. Publika ni tako močna. Ne, veliko študentov je pa in je narodno. Vprašanje za grecista Per, kakšen je odnos do grške lirike? Moj osebno. Ja. Do muzikaličnosti, spoja muzikaličnosti, mislim, pri izvajanju grške lirike. V starogrški. Ja. Ja. Kje so najljubši pesniki? Ja, žal je od starogrške lirike tako malo ohranjenega, da skoraj težko koga izpustim, ko naštevam najljubši. Seveda bom moral reči, da je to Pindar, ker sem ga pač prevaral. In ker ga je tudi daleč največ od vsega. Torej, vsa poezija v grškem svetu, vsaj do helenizma je bila, zdaj ne mi oprostijo študenti in študentke, ki že 30 slišijo isto, je bila namenjena glasnemu izvajanju, ne pa branju in glasnemu izvajanju, ki je bilo seveda blizu petju, nekaj skandiranja, bi najbrž danes rekli, kako točno je to bilo, se sicer muzikološki filologi trudijo ugotoviti, ampak to so približki. Vsekakor pa je bil ta muzikalni element zelo pomemben. Ob tem se je seveda tudi velika večina vseh lirskih oblik, ja, pravzaprav vse, čisto lirske oblike so se spremljale tudi z raznimi inštrumenti. Tako da je živela poezija primarno takrat na način, bi danes rekli performance, predstave. To je bilo njeno bistveno utelešenje. Zapis je bil pravzaprav sekundaren in je bil tako rekoč samo toliko kot note skoraj. Ja, kaj ne rečem. Rad imam tudi tistih nekaj pesmi od Sapfo, ki so ostali, tistih nekaj fragmentov, Alkmanov fragmentov v tišini, ki je delen, to je en zelo lep fragment, da ste govorili o tem, da vse v naravi spijo kuščeji, spijo gore. In to zgleda kot ena silno impresionistična, skoraj da murnovska pesem.
ampak v resnici je to en krhelj, ki se je okrušil nekaj gotovo veliko daljše pesmi, kateri pa Bog ved, kaj so vse se pretepalo v njej, pa ugrabljali, pa kaj se počeli. Ampak ostal, ker Alkman je v bistvu imel le bolj mitološko snov in dogajanje. Skratka, no, ampak to je zdaj tudi ena ilustracija pregovora latinskega habent sua fata libelli. Knjige imajo svojo usodo, literarna dela imajo svojo usodo. Ne. Kdo si je mislil, da bo ravno ta fragment ostal, ki potem impresionira pač iz stoletja v stoletje novoveške bralce, ki ga berejo seveda kot čisto nekaj drugega. Ja. Je pa še nekaj treba reči, da seveda, ko sem že prej omenil, tudi v dramski poeziji, znotraj dramske poezije, grške v zborskih spevih je izredno veliko pasusov, ki jih lahko beremo v bistvu kot izredno globoko, duhovno, ali pa tudi refleksivno liriko, ki so zlasti pri Aeschylu izjemno miselno bogati, kompleksni, zapleteni in neverjetno jezikovno inventivni. Vsaki, za ilustracijo spet tistim, ki niso kot študenti, vsaki od ohranjenih Aeschylovih tragedij na stotine besed, ki se nikjer druge ne pojavijo v grški književnosti, ki so bolj ali manj najbrž samo tam letvorene in tam ostali. So tudi po naravi take, da bi težko kaj počel z njimi izven tiste pesmi. Pa še kakšno vprašanje? Ja, kar me pri vseh ustvarjalcih in umetnikih zanima, kar sem že Miljana Zanč vprašal, je, a ta zadeva pride na dan v enem šusu, ali je nek plan, pa konstrukcija, pa mnogo popravljanja, pa notranjega boja, to je, ni pa še enkrat postaviti kaj na glavo. Plana ni praktično nikoli, je pa veliko vsega ostalega. Se pravi, ni, da bi bilo od enkrat zelo malo. Zdaj, veliko pišem čisto kratko obliko poezije, ker nimam veliko časa sicer. Zato pa se le najde in to recimo, da nastanejo takšne pesmi lahko naenkrat. Ampak kar je pa daljšega, pa saj pri meni nikoli. Predvsem pa ne dam nikoli od sebe kakšnega besedila tako na hitro, pa bi ga naredil, vedno pustim precej časa, potem ponovno preberem čez nekaj, kaj pa vem, čez več mesecev, včasih se za glavo primem, včasih se pa kar posreči. Ne gre pa zlahka, no. To je lepo, to ležilo slišati. Zlasti zato, po mojem tudi, ker to ni zelo racionalno početje, ampak gre za to, da, to je zdaj seveda veliko vprašanje, kako sploh poezija nastaja, iz nekega občutja, ki izrazito ni običajno občutje, vse pri meni tako, ne vem kako kolegi pišejo, recimo. Ampak pri meni nikako ne nastane tako, bi rekel, nekakve površinske odločitve. Celo, če recimo pišem sonet, ker jasno se zdi, potem pa že veš, ne, pač iščeš si dve kvartini, pa dve tercini. To je sicer res, ampak to je bolj povezano z nekim nedoločnim občutjem in z neko potrebo, pač po določenem obliku spevnosti, no, drugače to težko rečem, ne, nek občutek imam, da bi to moralo imeti približno tako in tako kvantiteto in tako melodično linijo, ki seveda potem ni nikoli takšna, kot so čisto prve predstave o tem, kako ne bi bilo. In potem seveda, ko popravljaš besedilo, je strašno težko seveda oživljati tisto prvotno občutek, ki si nekako imel občutek. Zdaj pa to je to, ne, približno to zdaj želim nekako vtisniti v besede, preferizirati besede, da bojo nekako tako
lahko vzbudile v bralcu približno to, ne, se ne vem, če jo vzbudijo, to je pa spet naslednje vprašanje. Ne. Še posebej, če preveč časa vmes preteče, pol nekako seveda. Je občutek, da tisto, kar je prišlo na konec, ni več veze s tistim, kar se je začelo. To je zelo možno, ne, pa se vprašaš, če zelo dolgo čakamo, kdo je pa to začel. Skratka, človek spreminja v nekem smislu, no, da je malo karikiran, ne, ampak vse. Dobro vprašanje, ja. Jaz bi še vprašala. Prej ste rekli, da se avtor lirike vedno na nek način razgali. In pri antičnih avtorjih recimo imamo pač samo ohranjena besedila, ki rečemo začrkane zaradi. Medtem ko vi ste pa, da tu človek iz mesa in krvi morate in se v bistvu prostovoljno razgledate pred bralcem, potem pa morate v svoje življenje pred nas, pred študente, kako nekako se soočate s tem prepadom. Eno, jaz sicer mislim, da se prav zelo hudo pretirano v svoji poeziji sicer ne razgaljam, ne, v tem, bi rekel, zasebniškem, privatističnem smislu, v ontološkem pa da, ne, ampak to je pa nekaj drugega, to pa jaz mislim, pač človeškost, ja, da ne bom preveč bombastično izpadel, ampak v tem, v človeškosti, zlasti v obarilosti, v krhkosti, to pa jaz mislim, da je nekaj, kar pravzaprav sodi k kulturi, kar bi moralo biti v bistvu, ne mislim zdaj, da bi vsakdo moral pisati poezijo, ne me narobe razumeti, ampak da bi moralo biti pravzaprav sestavni del neke pa ideje, no, neke kulturnosti, ki oblikuje ljudi, da bi tudi ta dimenzija pravzaprav nekako dihala v človeški komunikaciji. Se mi pa zdi seveda, da je to silno daleč od slike realnosti, kakršna sicer od akademskih institucij do vsakdanjega življenja, tudi bi rekel do pretežno umetnostnih, jezika umetnostnih institucij. No, tako, tukaj stojim, ne moram drugače. Jaz bi pa sam eno stvar vprašala, a si mogoče kdaj imel do rock'n'rolla tudi tak lep, ljubeč odnos, kot ga imaš do, recimo, do koloratur, do arije, do Gillija? Ne tako lepega. Tako lepega ne. Mislim, tako zaresenega, drugačnega, ampak tako zaresenega, res zaresenega. O ja, če sežem daleč nazaj, pa ja. Če sežem daleč nazaj, pa ja, ampak ne takrat, če nisem zares poezije pisal. V osnovni šoli sem hotel vsako leto biti zapusta Željko Bedek. Eni starejši mogoče vejo, kdo je to bil. Pevec, solist, dialog, glume. Ki še vedno poje, na solistično kariero. Za ta fajn pevec, zelo pevec. In to sem imel seveda zelo rad in mislim, še danes se rad poslušam kakšna besedila, pesmi, tudi besedila so zelo fina, mnoga. Mnoga, tudi kakšni sicer zelo uveljavljeni dobri pesmi, ki so seveda pisali ta besedila, Duško Trifunovič, pa Arsen Dedić, na primer, ne. To nedvomno. No, se zadnje tudi, kaj pa vem, ne, se jaz tudi deloma opero poslušam malo kot za zabavo, no. Kaj pa svetovni rock'n'roll? Tudi, no, v osnovni šoli, ja, ampak to že nekako se ne prekriva toliko. Ne, mislim, to je tisti čas, ko pride do upora, ne. Enkrat pride do upora in rock'n'roll je pravzaprav upor bil, ne. Upor proti 4, 5, 6 stvarem, pa še vsem ostalim, ne. To se pravi, da moraš imeti vsaj 17, 18 let. Takrat se tudi doma upreš, ne. Ja, no, ampak ne vem, če zdaj to zelo mene ta upor v poeziji zanima. Seveda smo se vsi upirali, ne, na take drugačne načine, ampak ne, če sem jaz tako literarno artikuliral, ali pa že želel sploh literarno artikulirati.
Jaz se mi je bila literatura vedno, ali pa poezija, no, predvsem intrigantna zaradi drugih stvari, no, zaradi tega, ker je nekako subtilnejše registre samodojemanja v bistvu odpira in noben anglosaški rock'n'roll besedilo te ni res. Mislim, prvič ne vem, če so bila ravno kaj dosti boljša od tistih, ki jih Duško Trifunovič pisal, če se resno mislim, ali pa Bregovič. Drugič sem poslušal, ja, Queen, pa Rolling Stones je takrat. Ne vem, pravzaprav v resnici povedano, kaj dosti je bil v poeziji s tem tovrstno inspiracijo lahko počel. Taki poeziji kot mene zanima. Vse to me zanima. Ja. Če bi jaz tudi eno vprašanje postavil, je sicer v zvezi s isto pa idejo, ko si uporabil ta izraz pa idejo, sem se spomnil na svoje študentska leta, ko je mogoče poezija nekoliko bolj zanimala oziroma sem bolj prišel z njo v stik, ampak istočasno tudi z literarno zgodovino. Ampak občutek si imel, da literarna zgodovina bolj kot da mi je odpirala prostor v to lirsko, pravo lirsko recimo umetnost, se mi zdi, da je bolj zapirala, bolj tako rekoč demitologizirala, v tem smislu, da je pač vse razložila in tako dalje. A je potem literarna zgodovina sam naša taka, ali je splošno taka, oziroma se navsezadnje tiči tudi literarna zgodovina. Kaj zdaj to pomeni? Ali literarna zgodovina tukaj zato, da nam zapre, ali odpre, ali sploh lahko odpre? To sem se pravzaprav vse skozi spraševal, tudi v šoli, ko sem pač govoril o literaturi, imel občutek, da tisti, ki so imeli smisel za literaturo, so itak že ob branju vse dojeli, če so dojeli, tistih 95%, ki pa niso, pač itak niso. Zdaj, ko si v pokoju, pa lahko to naglasno. Strinjam, ja, Jože, se strinjam. Jaz sem, takrat, ko sem učil na škofijski, sem imel tudi kot nek literarni krožek. Jaz res nisem vedel, kaj ne počnem pri tem, ker je točno tako, kot si ti rekel, tam je bil en fant, ki je strašno talentiran in tako ti veš, koga mislim. Mislim, z njim si se lahko pogovarjal tako, ampak čisto mimo, bi rekel, literarnih forum na svetu in vsega tega. Zdaj, kaj ne bi tukaj mentorstvo sploh pomenilo? Jaz, mislim, meni je tudi osebno izjemno tuja ta ideja šole kreativnega pisanja. To se meni zdi tudi nekaj. Dobro, seveda se lahko tehnike, lahko in moraš naučiti in tudi, mislim, da vsak pisec potrebuje lektiro, potrebuje to šolo, da gre intenzivno bere, da razmišlja o raznih stvareh, o raznih literarnih oblikah, ko išče sebe. To ne dvomno. Gotovo potrebuje tudi pameten pogovor. Ampak to je že skoraj mogoče potem bolj en sokratski dialog, kot pa poučevanje v pravem pomenu besede. Več si pa ne upam povedati, ker od tega vendarle približno živim. Tukaj še precej kolegov, ki smo na isti barki. No, mislim, ampak to pa vendarle je res. Ena velika nevarnost pa je zadnjič, tukaj, ko je bil en tak podoben večer, je Gorazd Kocijančič omenjal Eliotov, ta bom rekel, časovni provincializem. To je huda nevarnost, ko se ljudje v bistvu obvisijo v mentalnih predstavah in občutljivosti striktno tega, kar se v tistem trenutku bere in piše, kar je zanimivo, kar je in. Ker je pač to potem v bistvu hud provincializem. Vse se mi zdi mimo. Jaz se spomnim, ne spomnim se imena, ampak ideje, ko sem bil še mlad, zelo mlad, ko sem to bral, pogovor dveh
pomembnih slovenskih kulturnikov, ne vem kaj, v eni bil pesnik, tudi pa režiser, mislim, več se pa ne spomnim. V glavnem, mislim, da je bil režiser rekel pesniku, pa kaj ti pišeš, ne vem, o drevju, ptičih, nebu. Se tega ni v življenju, ne? V življenju je ne vem kaj, ne? So ljudje, so prevare, so projekti, je nova stvarnost, ne vem kaj, pa družno da kritika. Mislim, to je pač odvisno od pogleda, ne? Jaz imam še kar srečo, v bistvu, da so za hišo drevesa, to so Ljubljani, pa so ptiči, pa tudi nebo so še vidi, hvala Bogu. Razumete, jasno, da je to in ono, ne? Ampak nemogoče je pa seveda, nemogoče, problematičen je redukcionizem v eno ali drugo smer. Ali relativiziranje, da ima pa zdaj vsak ima 5 minut časa, lahko nekaj pove o nečem, ne, da bi, koliko sem jaz zdaj. Ja, ampak ne na prvih stranih kulturnega časopisa, kot je bilo isto, ki si Dane, glede na to, da praviš, da je pisanje lirike razgaljanje v otroškem smislu, pa me zanima, kako gledaš zdaj na tvoje ustvarjanje za nazaj. Kot pišoči si nenehno spreminja se tudi tvoj odnos, ne vem, do presežnega, intenzivnost najrazličnejših teh notranjih in takih dialogov, ko se potem to na nek način vendarle odrazi v napisani pesmi, kako potem gledaš nazaj. Se ti zdi, da tudi ustvarjanje se nekako vzpenja po tej spirali oziroma po, ne vem, Gradnikovih zlatih lestvah, ali gledaš na svoje ustvarjanje za nazaj drugače? To je bilo v bistvu še kar optimističen pogled, da se vzpenja nenehoma, ne. Zdaj, en problem je tukaj tem, kako lahko presojaš samega sebe, ker ponovadi vendarle živiš v nekem trenutku sredi nekih psihičnih stanj in relacij, tega, kako si v svetu in se močno identificiraš s tistim trenutkom, v katerem si. In seveda vidiš predvsem skozi to steklo, skozi to okno, vidiš vse skupaj, recimo v podobi rečeno tudi samega sebe. In ti je pogosto tako, kar si pisal, nekoč se ti mogoče zdi nenavadno, ne, se ti ne zdi tako, torej svojega okna več ne vidiš tistih pokrajin, ki si jih mogoče takrat videl. Zdaj, Nisi ga s tem 5-besednim, ne, zato te sprašujem, ne, ni več tega, ali pa se oddalji, to si tudi prej rekel. Ne? Ja, čeprav jaz moram tukaj reči pri tem samo evalvaciji. Zoporen izraz. Pri presojanju samega sebe, seveda, jaz ne vem, ali imajo drugi tudi tak problem, jaz imam strašen problem. Ne. To je že prvi refleks, da moram biti hiperkritičen. In ker sem skoraj vedno pisal stvari, ki so bile nekako v nasprotju s tokom časa, pa niso bile tako ravno nekako mainstreamovska poetika, sem vedno imel v notranjosti opraviti z negativno, do tega, te oblike literature, negativno razpoloženimi ljudmi. Vedno sem za hrbtom čutil nekoga, ki godrnja in se posmiha temu, kar pišem. In seveda podobno je tudi potem, ko berem za nazaj te svoje lastne stvari. Potreben je nek čas, zato pravim, da je tudi branje na nek način umetnost. V branju se sicer veliko govori v sodobnem času, pa po moje še premalo teh. Svoj čas, ko sem urejal novo revijo, sem se potrudil zelo, da bi diskusijo v tej smeri malo tudi odprli in oživeli izven klišejskih forum razmišljanja o branju. Skratka, to je tudi neke vrste duhovno dejanje, ko ti pronikneš ali pa skušaš pronikniti globlje v samega sebe, potem pa mogoče vendarle tudi ta starejša besedila, pač se najdem tudi v njih, no. Mislim, ne bom rekel, da mi je zelo žal za pesmi, ki sem jih objavil do sedaj. Ne glede na to, da pač jih zdaj verjetno ne bi tako pisal. Konec koncev, kot sem že prej omenil, ne, da nisem zelo hitro dajal od sebe stvari. In jih tudi še vedno ne.
Jaz imam še eno vprašanje za intervju. A se ti ne zdi, da to, da se ljudje za hrbtom posmihajo, ne, ni samo vzrok to, da pišeš tako liriko? Ker recimo zdaj ves čas razmišljam, ko govoriš o sebi, ne, jaz sem tudi prvo knjigo izdala leta 91, pa so moje pesmi čisto drugačne. Težko bi rekla, da so v trendu, v toku, ampak pravzaprav so doživetja popolnoma ista. Zmeraj je tisto neizgovorjeno vprašanje za tabo, pa kaj se ta sploh gre. Ne? Ampak jaz mislim, da se to zgodi samo takim, tukaj so zdaj pa čisto podobna, ne, ki nimajo za sabo nekega kuda, neke skupine, neke šole, neke združbe, ki je seveda podpirajoča, pa mogoče še nekoga, ki je močan v tem, ki zastav besedo včasih za koga, zato da ga potem nekako pustijo primer. Ja, to je gotovo res, ne. To je gotovo res, da nekakšna skupinska pripadnost sigurno krepi ljudi, če ljudi več skupaj si več upajo, to je jasno. Ampak zdaj, ali je to blagoslov ali pa je prekletstvo ustvarjene literature, je pa drugo vprašanje, ne. Jaz ne vem zdaj točno, kako si ti, ampak mogoče podobno, ne. Jaz vem, da se s časom pač navadiš biti sam in ti je pravzaprav, mislim, seveda si vedno vesel literarne komunikacije, tako naprej, prijaznih besed, vsaj ne zelo neprijaznih besed. Ne, si imaš ne samo, da lahko izdajaš besede. No ja, pa se je treba malo truditi, pa tako, ampak v glavnem pa, ne vem, se mi zdi, da še mogoče prav posebej pri takšni zvrsti kot je lirika, kjer gre za, bom uporabil tudi besedo, ki je tebi blizu, ne za nekakšen pretok, ne zavedno, pa zavedno. In za te stvari, da pravzaprav moraš na nek način to vzeti nase in tudi vse te posmihovce za hrbtom pravzaprav opišati. Vse tisto, kar greš skozi odprta vrata, še nikoli ni bilo zelo zanimivo, ne? Tisto, kar je šlo. Tako, ne. Ja. Tukaj bi ti pomagal fuzbal, ne? Navijači so močna skupina, plus oskandirani si prej neki govorov. Ja, ampak vsaka analogija se nekaj postane. Aha, to sem še eno vprašanje. Ja, jaz bi se najprej bi pozdravil mlajšega kolega, imam pravico, da to rečem. Jaz bi se povrnil na eno opazko, ki je zelo zanimiva. Ste govorili o enem naratološkem momentu v zvezi z genitivom, metaforičen, recimo ptice mojih sanj. Naprimer. No, povejte, mene na to opozoril moj pokojni profesor Niko Koširman, tega je skoraj 50 let, kako je ta kuga genitiva pesniška v Slovenijo zašla na podlagi napačnega prevoda iz španske poezije. Ker v španski je los pájaros de mis sueños je de. To ni genitiv, ampak od, ki prihajajo iz mojih sanj. Isto je recimo za srebro, plata, de plata, Španc čisto natanko ve, kaj to pomeni. Slovenci smo to prevali, mislim, da je bil Gradnik to ali Udovič, čisto preprosto z genitivom. No in teh genitivov v najrazličnejših zvezah se je zaplodilo v slovenski poeziji še in še. In to je tudi med drugim eden od vzrokov za neko miselno in besedno šlamparijo, bom rekel, kar naravnosti teh izdelkov s časoma se človek prenaje. Manjka tukaj na tem zgledu, sem hotel povedati, manjka neka preciznost. Na preciznost današnja doba gleda zelo pomilovalno. In mene zdaj zanima in bi vprašal Braneta, Senegalčnika, kaj njemu pomeni preciznost. Recimo v odnosu. Zasledil sem v enih tvojih poeziji sintagmo telo duše. Ali bi hotel malo komentirati to? Ja, hvala za vprašanje. No, načeloma se svojih verzov ne razlagam rad, pa svojih metafor. Tudi moram reči, da se čisto ne spomnim dobro ta trenutek, kje je ta
podoba, ker ima gotovo je pač nekim razlogom v tisti kontekst umeščena. Bi pa rekel, nasplošno tako, no, da seveda genitivnih metafor ali pa genitivnih izrazov je seveda kar precej že pri Prešernu, no, in jaz mislim, da je to tudi vpliv Stare zaveze, Biblije, psalmov zelo močen v tem procesu. Ampak ne tako raznorodnih, ne? Da upozorim, stari so se držali To najbolj res, ja. nekega okvira, ne? Ja. Ampak jezik se je itak ne v modernizmu se je pač zelo osvobodil, razgibal in je potem tudi rekel, na tem področju verjetno to malo pluskalo in svoje naredilo. Zdaj, preciznost. Preciznost je seveda takšna beseda, ki res tudi pri opredelitvi zahteva veliko preciznosti, bom tako rekel. Preciznost je sorazmerno lahko razumeti, če stvari postavimo, kako bi rekel, sorazmerno zelo racionalno. Če gre za stvari, ki jih lahko bolj ali manj pojmovno dorečemo, potegnemo koristmostno, skratka oblikujemo, napravimo črte, do kam kaj sega, smo potem lahko na en način zelo natančni. Zdaj, lirična preciznost je pa pač po mojem nekaj drugega, ker gre za, kot sem prej rekel, no, za poskus posredovanja nekih doživljajev zlasti, oziroma zdaj lahko uporabim tudi bolj komplicirane besede, neke izkušnje biti in samega sebe na nek zelo kompleksen način, ki se ga ne da popolnoma prevesti v racionalne kategorije. In skratka, tovrstna preciznost se potem kaže, kjer se kaže v tem, da naprimer metafora, da naprimer besedna podoba, zvočna podoba posreduje nekaj, kar omogoča pravzaprav neko polstvaritev, kako doživeti te izkušnje. Tako nekako bi rekel. Nasprotje od preciznosti bi bila recimo zameglitev. Zdaj, tudi to je ena močna tema v liriki. To je sigurno, ampak s humatom spet lahko svoje učinke, lahko hoten tudi zaradi tega, ne? Če je pač izkušnja takšna. In se mi zdi, ne, da je velik del prav lirične poezije v ožjem pomenu besede prav to značilno, ne, prav to brisanje pravzaprav jasnih racionalnih črt pojmovnih okvirov. Tako vsaj jaz to doživljam in razumem. Hvala lepa, Brane. Zdaj pa te tudi povabil še k sklepnemu recitalu, da zaključimo ta večer, seveda z vprašanjem boš verjetno še dostopen tudi v neformalnem delu, tako da mi sedaj sledi še sklepno branje.
prebral bom najprej nekaj sonetov, ki so že bili objavljeni. Poletni večer. Nad mestom glej, že prvi dih večera, že lahek veter nosi nežen hlad. V daljavi vidiš hiše, grič in grad, jih meglic soparnih vel zastira. Počasi se oko neba zapira. Vrtov vsakdanjih, pustih sten in vrat in pločnikov in cest dotika zlat, ognjen in siv se žar in že umira. V spominov reko potopljen, v tihoto, ki ne najdeš dna in ne imena, in vsem oddaljen v njej drhtiš, izgubljen. Poslušaš glas otrok in ulic zven in gledaš leta, prazna in steklena, in svojo kri, kako curlja v samoto. Zimska slika. Tišina val za valom se razliva. Pod težo belih rož izginja mesto. S krvjo izrisale so sanje cesto in daljni cilj in mrak, ki ga prekriva. V svetlobi davni izgubljajo se slike, ki jih zasipa razdrobljeni čas. Dežela, zvezde in meglici vas, nestvarno jasne večnosti oblike. Izkusil si zanosni let spomina, vsega, kar je svoj čas in smer zgrešilo, postal življenje si in bolečina, sam sebi nedoumno sporočilo. Molkni, glej, nebo se je razbilo, po mani belih solz je vse tišina. Delsko pročelje. In kaj sploh hočejo vse te besede? Okrutne, nežne, čiste in krvave, sirotne hčerke hipa in daljave, begotna znamenja v vrtincih zmede. Zakaj se saš si jih iz praznih žil in jih pošiljaš kot obljubo? Kam? O kam pred senco svojih strtih kril bežiš, ko izmikajo se tla nogam? Naj bodo solze in drget spomina, naj minevanja bo nočni zvon, naj bo ljubezen, sreča, ki boli, naj bodo miti, vera, blodnje, dvom, naj bo ta hip, zadnja bo tišina, le ena je oganka teh besed, ti. Zdaj bom pa prebral še nekaj čisto drugačnih pesmi, ki jih pišem v glavnem v zadnjem času. So pa čisto kratke pesmi v prostem verzu, ki nastajajo na naravne motive. En pomemben motiv je pa tudi ciklus slik Nike Zupančič z naslovom Listje. To
To so vse pesmi naslovljene mistični pejsaž, potem pa imajo zaporedne številke. Kakor okamenelo upanje so drevesa v gluhem zimskem zraku, negibna se dotikajo tišine. Sneg, primrznen na veje, samota na misli, vsa moja leta so tu, negibna kakor ta pokrajina. Iz belega prihaja belo, iz čiste bolečine nerazdeljeno srce. Snegom zasuta Kristusova glava, pol odprte oči v bronasti agoniji. Izpod zasneženih žabljev kaplja prosojna kri tišine na električne sveče. Nekaj, kakor duša, se hlepeč zaletava proti svojemu koncu in so težo pritiska na tiste veke, ki se ne zaprejo. Sneg na strehah je trd in trda svetloba in roka vzdrgeta, ko zatipa v sebi Božje kosti. V zraku so smrznili spomini, obnemogla pljuča v belem jantarju ledu. Konec pesmi, kjer smrt ni beseda, je življenje, ki ga niti molk ne obseže. Bil je zimski dan in sivo veličastje, ki ne ve za ure, se je dotaknilo mojih oči, teh mojih oči. In za hip mi je bilo dano videti tišino. Zvoki rešilca plavajo skozi hladno februarsko vlago, vedno dlje, vedno bliže. Eno je gotovo, to, kar pride na koncu, nima glasu, ne konca. Svinčeno žalostjo prepojene so te ure, ko veš. Ne vidiš več obale med pepelnatimi februarskimi debli in v ustih nimaš več okusa po sebi. Tako se potone v ta molk neizmernega. Nedotakljivo lahen in globok, rožnat sneg na zimski obali Kamniških Alp. Spomin, ki je bil vedno spomin. Smrt sonca, ki poje o nečem drugem, vedno drugem, o tebi.
Hvala lepa.